Naši tekmovalci naj si malo oddahnejo, njihove sovrstnike pa čaka hitrostna tekma. Jasna in Rok sta že v nizkem štartu s tekmovalci v hitrih lončkih. Danes tekmujeta Osnovna šola Kamnica in Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje. Rok in Jasna, izvolita! Hvala, Juž, za besedo. Mi smo že skoraj v nizkem štartu. Z nami so že ekipi, in sicer Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje in Osnovna šola Kamnica. Fantje iz Kamnice, povejte, koliko ste kaj vadili za tele hitre lončke? Kar 2 tedna. Ja. Precej, no, ste med poletjem, med počitnicami vadili ali kako? Med počitnicami Nismo nekaj potem, ko veliko. smo v šolo prišli, Ja. takoj drugi dan smo začeli. Kako delujete kot ekipa? Kot ekipa delujemo pač precej dobro, prijateljic smo pač že od prej. Mi smo dobili eno odlično idejo. Preden bomo začeli s tekmovanjem, bomo podrli slovenski rekord v najvišji piramidi iz hitrih lončkov. Kakšno vzdušje? No, če je ponavadi med ekipama vlada še malce tekmovalnosti, pa bo tokrat izredno pomembno sodelovanje. Joj, Rok, jaz bom tudi tremo. Tole je bil pa bum! Lončki pospravljeni. Ekipi pripravljeni. 3, 4, zdaj! Naš duh sodelovanja se že spreobrača v tistega bolj tekmovalnega. Začetek za obe ekipi zaenkrat obeta izenačen dvoboj. In kako gre sestavljanje velike piramide? Dobro, smola za Laporje. Zdaj ponovno gradijo veliko piramido in v prednosti je Kamnica. Ja, ko gre za res, se lončki ne zlagajo tako lepo kot v dnevni sobi. O, zdaj vemo, Rok, kje treniraš. Kamnica je hitra in že je izvedla zadnjo menjavo. Tudi glasno navijajo, se prav vidi, da so iz okolice Maribora. Tudi Laporje je na zadnji menjavi. Jim bo uspelo? Morda pa res, kakšna hitrost! Na koncu vendarle zmaga za ekipo iz Kamnice. Kamnica, čestitke za zmago. Ste veseli? Ja. Ja, vedno je tako, da ena ekipa zmaga, druga pač izgubi, ampak vseeno obe ekipi pa sta ponosni lastnici novega rekorda v višini piramide iz lončkov. Bravo!